Pozdravljeni na 4. javnem odpiranju ponudb za večstanovanjskih stavb. Moje ime je Alenka Pogačar, pa sem predstavnica Mestne občine Velenje. Projekt je tako zasnovan, da bomo vzpostavili točko vse na enem mestu, se pravi VEM točka, pomoč pri energetskih obnovah stavb. Se pravi, kjer se v tej točki srečajo povpraševanje, ponudba pa svetovalec, se pravi, vi kot občan pridete, želite prenoviti stanovanje v blok in mi vam tukaj svetujemo ter pomagamo pri pridobitvi ponudb. Ta projekt želi, da bi ta model svetovanja razširili, da poleg tega energetskega svetovanja, ki že teče, da bi lastniki stanovanj, investitorji dobili še druge informacije, druge oblike pomoči in gremo v smeri podpornega modela, ker se vključujemo tudi v aktivnosti v zvezi s pridobivanjem izvajalcev, pač novo. Potem so se naredile neke ocene prihrankov, bodo se predstavile, potem, ko bo dejansko padla odločitev pri stanovalcih, ali grejo v to ali ne, kjer ga ponudnika izberejo. Naredil se je PZI, da je v bistvu ponudnik lahko ustrezno ponudbo naredil. Danes smo na odpiranju ponudb, načrtno naslednji korak, da se bodo stanovalci in pravniki in pisarna nadobili in rekel, takle so koristi, če greste v to obnovo, boste to pa to prihranili. In tisto, kar je ambicija, v naslednjem koraku, da se pogleda, kaj je še aktualno za narediti, ali so to teatri, kakšna je situacija na objektu, ali je zamenjava toplotne postaje, ne vem, ker ne poznam tehničnih podrobnosti, ali pa še kaj drugega, kar bi bilo aktualno, da se še izboljša recimo učinke, pa kakovost življenja. Se pravi, do 29.5. do polnoči je bilo treba poslati ponudbo za Šelek 83, prispele so 3 ponudbe. Zdaj bomo odprli te 3 ponudbe. Super. Tako jaz sem zdaj vam kar jaz poslala, tako da če vrlo. Zdaj imamo vse gor, kako smo odprli, kako sem zaračunala, pa 3 ponudbe. Se pravi, Bogajina, da tudi tukaj se rezervira, če bi rabili Adnada ali pa mene. Ja, najboljše. Na enem mestu točka, mesto, pisarna, lahko tudi tako storitev ponudbo. To je super. Da je na nevtralnem mestu, so taka pogajanja. Drugo je, kar lahko razmišljamo, na kakšen način se lahko pogajamo. Da na eni strani imaš profesionalna podjetja, živijo od tega, da prodajo nekaj, in na drugi strani imaš stanovalce, ki niso vešči pogajanja. Tako da mogoče neke smernice, to bi bila lahko naloga v okviru projekta. Pozdrav, sem Adnan Najšič. Trenutno se nahajamo v podnebno-energetski pisarni. Podnebno-energetska pisarna že v našem mestu deluje 4. leto. Z enim trudom pa pogovorom z upravniki in stanovalci smo dosegli, bi rekel, zdaj en tak malo večji dogovor, ki je danes bil že 4. opravljen kot odpiranje ponudb. Se pravi, da nam upravitelj pošlje PZI, popis teh Excel datotek, katero mi ponudnikom pošljemo in pridobimo ponudbo. Namen tega je nevtralnost odpiranja in pridobivanja ponudb, da se ljudem čim bolj, bi rekel, transparentna zadeva pokaže, kaj je. Sam projekt po sebi je zaenkrat dobro sprejet, 2 upravitelja stavb sta tukaj noter, Habit pa Vestadom. In to je to, pričakujemo še ostale in upam, da bo še odziv na ostale dober. Sem Azem Mujkanović, predstavnik bloka Šalek 83 in sem se udeležil odpiranja ponudb za energetsko fasado. Tukaj imamo v pisarni tudi enega sodelavca, s katerim bomo sodelovali.
v primeru, če bomo bilo kaj rabili, ker nam bo pomagal pri izbiri, koliko nas bo stala sada pri ponudniki. Pozdravljeni, prihajam iz podjetja Habit d.o.o. iz Velenja. Smo upravniki več stanovanjskih stavb v mestni občini Velenje. V Velenju upravljamo z več kot 200 objekti. Povezali smo se tudi z mestno občino Velenje, in sicer z energetsko pisarno, kjer dejansko pošiljamo popise, oni pridobijo ponudbe, organiziramo etažne lastnike, kjer skupaj dejansko odpravimo ponudbe, pregledamo cene in pa se dogovorimo za nadaljnje sodelovanje. Tim Bernard Pušnik, direktor podjetja Vestodom. Mi smo eni izmed manjših upravnikov v Velenju. Dejansko projektu smo se pridružili že na začetku. Imeli smo že tudi 2-3 zbiranja ponudb. Zajeli smo od manjših objektov do večjih objektov. Objekti, tisti, kjer smo zbirali ponudbe, vsi razen en objekt so se odločili za energetsko sanacijo. Dosegali smo zelo primerne, dokaj nizke cene glede na trg. Je pa super ta zadeva zaradi tega, ker je vse na enem mestu. Od pridobivanja ponudb do analize ponudb, do odpiranja ponudb, razlage, strokovne podpore in je dejansko namenjeno za etažne lastnike. Cilj je, da je zadeva čim bolj odprta, transparentna, da je dostopna dokumentacija in etažnim lastnikom in izvajalcem in vsem skupaj, da dosežemo skupaj najboljše, kar lahko dosežemo za etažne lastnike.